Ljudje in ljudine, poslušate 236. epizodo 8. sezone podcasta Obot. Podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, orožje Baba Jage, obsedeno divjamo, tako kot je prav, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in Aljoša Harlamov. Tokrat sicer znova brez gosta oziroma gostje, toda znova v živo. Današnja epizoda je posvečena filmu Weapons ali po slovensko Ura izginotja, ki smo jo lahko gledali v kinu pred nekaj meseci, zdaj pa si jo lahko prosto pogledate doma na HBO Max, ki je po novem spet HBO Max. Tako da ne vas ne zmede, to je prejšnji Max, prejšnji HBO Max, kako je HBO Go je bil celo nekoč. Vmes je bil celo HBO Go pri nas, ja. No, ob tem bomo spregovorili tudi kakšno o tem, kaj je to atmosferska groza. To, kot ti spreminjajo ime pretočnika, cocet? Mogoče, ja. Ne, ko napovejo dež, ti pa si oblečen za sonce. O ne! Anticiklon ali ciklonček, kjer je že dobra stvar. Anticiklon je lepo vreme. Je točno, ja. To me vedno zmede, ker bi vedno rekel, da je ravno obratno. Je to pisal nekdo, ki ima ful rad deša, veš? Tako, ono bo pa anti. Skratka, opozorit velja, epizoda bo vsebovala izginule otroke, srhljive čarovnice in kvarnike. In zdaj skrivnostna glas. Ok, delamo Weapons, to je letošnji film. Zdaj letle sem si napisal v naš scenarij, da film bo kmalu dobil prednadaljevanje. Namreč, Ne, res ali kva? ja, ustvarjalec Zack Cregger je omenil, da bomo teto videli, pač njeno predzgodbo gospe tete čarovnice, kakorkoli že. Slabo. Mito, ne pritožuj se vnaprej, ne biti eden unih. Sorry, jaz sem ravno dovolj star, da se lahko že pritožujem. To pa si. Ja. Skratka, žanri, ki jih bomo tukaj omenjali, so skrivnostnica, grozljivka, pravlična grozljivka in atmosferska grozljivka. Ustvarjalci pa, tako kot sem rekel, režiser, scenarist, producent in tudi soskladatelj tega filma je Zack Cregger. Ima najboljši primek za une, ki se hočemo kregati. Soustanovitelj komičnega ansambla The Whitest Kids You Know. Igral je v sitcomih Friends with Benefits, Guys with Kids in Wrecked. Napisal in režiral pa je predtem samo grozljivko Barbarian, ki ste jo tudi lahko pogledate na HBO Max. Če se ne... Ja, mislim, da ja. Drugače na Disneyju tudi. Aha, tudi na Ali pa so zdaj skinili z Disneyja, ker je na HBO trenutno, ampak ja. Ja. Je pa to v osnovi bil Hulu film. Ja, ker se meni tudi, če se prav spomnim, ne Hulu film. Tako, super, hvala Igor. In lahko kar lepo nadaljuješ, Igor, z obnovo. Torej, zgodba se začne z neimenovano mlado naratorko, ki razloži, da so izginili otroci iz razreda učiteljice Gandhi. Prvi del filma je z njene perspektive, torej od Gandhike, te naratorke ni, pravzaprav res. Gandhike. Ja, Okay. Gandhike. Vredo je. Zdaj mesto se obrne proti njej, na pol se ona trud priti stvarem do dna, ampak v bistvu je kar zblojena ženska in ima afero s poročenim tipom in je na poti v alkoholizem in to, da bo zgubila službo. In pol se spravi zalezovati edinega otroka, ki ni izginil, in pijana zaspi v parkiranem avtu in ji nekdo odreže koder las in puf. Film menja perspektivo in potem je tu oče enega od otrok, ki je tudi roden kreten in ga igra Josh Brolin in proba ugotoviti, kam je izginil njegov sin in pride kar daleč. Pol je pa tretja perspektiva je policaj, tisti, ki ima afero s to Gandhiko in je pač pretepan narkomana in tudi on ni vrel človek. In pol je perspektiva ravnatelj in pol je pa ta zadnja še pa tisti otrok, ki ni izginil in takrat pač basically zveš bolj konkretno zakaj. Gre vse skupaj in se vse skupaj sestavi. Zelo lepo. Mislim, na en način se tak puzzle sestavi, ampak ni pa ono čist didaktično, da bi bilo pretirano. No? To je kar v redu. Ja, kot si že omenil, skratka je igral Josh Brolin, je ta foter
izginulega otroka, enega od izginulih otrok, potem je Julia Garner, je Gendika, če prevzamem to, kar Igorjeva, potem imamo Alden Ehrenreich, zelo tako nemški primek, je tale policaj, Justinin bivši, drugače najdemo noter še Benedikta Wonga, ki igra ravnatelja šole, Justin Long se pojavi za en prizor, ali pa mogoče dva, rečemo temu, in še kdo tako? Sarah Paxton. Je žena od Justina Longa igra. Tako, ja, še Sarah Paxton vred. Ja, to je ta film. Hvala, Igor, za obnovo. Najprej seveda vtisi in mogoče začnemo z Mitotom, ki ima najbolj sveže vtise, se je film pogledal na HBO Max, tako kot vsak pravi maksimalen človek. Ne vem, iskal sem nekaj, mislil sem tako, ko sem šel v šalo, se boš spomnil, kaj bo punchline nekje na koncu, ampak se nisem. To je ta problem, ko je HBO Max in ne Marx, ker bi ga lahko poimenoval marksist, kar vsi vemo, da je. Tako, to bi bili ljubitelji. Tako pa sem maksist. Ja, maksist, ja. Mito, skratka, kako ti je bil tebi všeč film? Pa še posebej, seveda, glede na to, kar boš za uvod gotovo povedal, da ne maraš grozljivk. Ne maram grozljivk, res je. Prijetno sem bil presenečen, ker niti ni toliko osnovan film na klasičnih klišejih grozljivk, temveč na grajenju v bistvu zelo enega zanimivega narativa pa atmosfere, kljub temu, da bi lahko polemiziral okrog tega, kar bomo. No. Se mi zdi, da v bistvu je film zelo pa sestavljen, da narativ zanimiv, eni pravijo sicer Rashamonovski Pulp Fictionov pristop, s čim se ne bi strinjal, mislim, da je bolj Magnolia. Nekaj, kar Igor zao ni gledal, tako da ne moreš kimati. Kimal sem temu, da ni Rashomon. Ja. Tako sem razmišljal, v bistvu, ker sem prebral neko, mislim, da od Jureta Konestaba, oziroma kako se opravičujem, če sem zmasakriral. To je v redu. Tvoj primek. Ja, ki je omenil to noter, pa se nekako ne morem strinjati s tem, ker nekako ta oba naslova sta predstavnika svojega določenega zgodovinskega obdobja ali pa ideoloških nadpomenk modernizma pa postmodernizma, medtem kot tlele to sploh ni v službi kakršnekoli velikega ideološkega konstrukta, kot pač teh perspektiv, ki so zgolj tukaj zaradi suspenza, no, se mi zdi. Da v bistvu detajli ali pa resnice se ne spreminjajo toliko, da bi lahko upravičeval na ta način za omembo teh dveh naslovov. Medtem ko Magnolia pa bolj posredi tukaj, ker nekako perspektive bolj zlaga zgodba. Dobro, to zdaj že malo pleteničim. V bistvu ima 2/3 filma je zelo super, kako naj ti rečem, atmosfersko, realistično upeljevanje v pravličen narativ. Ne more se izogniti temu, da to je pravljica. Uvodna špica z naracijo otroka, če se ne motim. Jaz mislim, da je to Alex celo. Mislim, da je deklica. Deklica je. Je deklica, okej. Tudi na neki točki ne bi omenila ime, jaz sem včeraj gledal nekaj recap, se prečujem, ker pač je že nekaj mesecev, odkar sem film gledal, ampak je bila ena od izginulih deklic. Omeni eno med imen, ki je izpeljanka enega iz imen od ene izginule deklice. Ok. No, zato niti nima toliko veze, no, kot pač to, da je to dober nastavek, zato da veš, o čem se film želi pogovarjati na nek način, nekako ti da tale konceptualno izhodišče, na katerega lahko obešaš potem različne te narativne haklice, pa suspense in potem tudi seveda teh nekaj grozljivih momentov, za katero lahko rečeš, da je to grozljivka. In kot sem rekel, 2/3 filma je izjemno dobro upeljanih v tale suspense pa grozo, potem pa prideš do nekih bolj humornih ali pa kempovskih izstrelkov, da tako rečem, no, ki sicer ne pokvarijo uživanja, niti za trenutek mi ni ven metalo iz nekakve pripovedi ali pa uživanja, samo nekako ton se spremeni, pa mogoče to koga moti, mene osebno ni, moram pa reči, da mi je mogoče kakšno zvezdico zbilo tukaj, no, ker nekako ne zaradi spremembe tona, kot pač, da se film takrat zaklene v obrazlage, pa sem bil mogoče mičken razočaran nad izpeljavam. No. Katere pa so te konkretne kempovske stvari, ki so te motile? Rečemo, v bistvu tale humor v kontrastu z vzpostavljenim suspenzom v atmosfero, ki je bil poprej narejen, nekako se ne pogovarja tako organsko, kot bi si pa želel. No. Ampak katere scene misliš? Mislim, da tam pri narkomanu pa pri
pri policaju se še to najbolj pokaže. Pa potem seveda čisto na koncu, ko se v bistvu Gladys beži pred otroci, zdaj to je res kvarnik, da v bistvu je res humorno že vse skupaj, pa over the top, po domače rečeno. Tako da nisem najbolj organsko vklopilo. Meni se je zdelo, da nekatere nasilne elemente najprej naredi humorno, kot tudi tam, ko jo napade tale policajeva žena v trgovini. Ampak da potem, ko pa recimo vključi tisto, ko ravnatelj pride, da tisto pa je po eni strani kempi, po drugi strani pa je fucking scary on. Totalno, vse tisto, ne pri tej izbruhu nasilja žene, pa ne pri Markusu, ko preleti na bencinsko, mi ni bilo za bistvo smešno. Nekako ti prereže neko določeno dramo, neko tišino, taki izbruh nasilja. V bistvu, se mi ne zdi, da je v bistvu to neki Sam Raimovski pristop, ampak je kot bolj suspense ali pa neki cliffhanger, se mi zdi, da je bil bolj uporabljen. Dobro, vse o tem bomo še govorili, se pričujem, nočem vaja prekinjati, ampak bomo šli še podrobneje o tom, ampak najprej dajmo te začetne vtise. Igor, tudi ti, tvoj? Meni se je zdelo kar genialno, isto kot Barbar predtem je... Cenim tega Kregerja, da zna peljati zgodbo, pol pa gre v neko smer, ki misliš, da veš, kam gre, pol pa gre v eno čist drugo, ki sploh nisi pomislil, da lahko gre tja. In zna skozi cel film graditi narativ v ene zelo nepričakovane smeri. Hkrati pa ful dobro vzpostavlja vzdušje. In imaš vedno te, ko imaš odnose med ljudmi, ki misliš, da si jih... nekako zaštekal, ampak potem grejo v eno drugo smer. In tudi, da noben od likov pravzaprav ni vredu človek. To za razliko od Barbarja še kar potencira. Ker tam glavna junakinja ni čist mimo, lik, ki ga igra Justin Long, tam je scum of the earth in je krasno, kako ga upelje. Ampak tukaj pa prav vsak lik, mislim pa še ravnatelj, ki je nekako, torej Markus do neke mere tak nice guy, pa hkrati vidiš, da ga vseeno precej boli kurat za pač ta njegov job in za otroke pravzaprav, da mu je ful bolj pomembno to, kako je mnenje o šoli. Ostali so pa precej grozni ljudje vsi. Tako da to se mi tudi dopade, da uspeš narediti film, kjer so vsi ljudje toliko... vsi liki toliko pač, ne bi rekel slabi, ampak pač zelo človeške napake imajo in to kar fejst. Tako da, to so stvari. Ja, jaz tudi moram reči, da me je ta film presenetil. Že od trailera naprej sem imel zelo visoka pričakovanja za ta film, zelo se mi je zdel trailer dobro premišljeno narejen, tako da bom tudi tukaj to že pohvalil, ker dostikrat posebej pri grozljivkah imamo ta problem, da že skratka prikolica pred film, kakorkoli hočete temu reči, pove vse in predvsem pokaže najbolj grozljive stvari, da jih potem že filmu dobesedno pričakuješ in vidiš. Tukaj nismo imeli pojma, o čem bo ta film šel, razen te začetnega zapleta, da izgine cel razred otrok. Dalje pa niti približno se nam ni sanjalo, kaj naj bi to pomenilo in se mi je zdelo, da je to dobro narejen. In tukaj v tem filmu jaz zelo občudujem to strukturo, ki sta že oba omenila, ki je struktura skrivnostnice. Tudi jaz se strinjam, da tukaj ne gre za neka modernistična, postmodernistična pregavanja o resnici, čeprav bomo tudi o tem še kaj lahko rekli, ampak gre pravzaprav za to, da ti zgodbo, ki bi lahko bi bila zelo enostavna, ker je pravljica enostavna zgodba vedno, ampak jo ti z različnimi perspektivami tako dobro potenciraš, narediš to vzdušje in narediš pač to neko skrivnostno vzdušje do vrhunca na koncu v prizorih, ki jih bomo še gotovo omenili. In to se mi je zdelo pač izredno fajn, izredno dobro premišljeno in tako kot je Igor rekel, meni so se zdeli liki tudi zelo zanimivi, točno z tega vidika, da niso super dobri ljudje, kar grozljivka tudi pogosto trpi za tem, da pač prikazuje ljudi, ki so dobri, ne vem kaj, in potem jih pač to zlo napada, ker je vedno ta ideja boja dobrega proti zlu. Tukaj nima tako, pa nekaj bi jaz rekel, skoraj da antoloških prizorov iz te grozljivke
pustimo zdaj zadnji prizor zaenkrat, še pri miru, za tiste, ki še vedno na neki točki se lahko odločite, da boste šli gledati, ker vas bo naše navdušenje nad filmom ali pa pač kako ga predstavimo prepričalo. Meni je ta prizor, ki ga je Igor omenil, s to žensko, ki pride iz bajte in odreže koder las, odličen. Pač tukaj mislim, mene, kakšni drugi so me bolj motili, ampak ta prizor tukaj se vidi pa, da kako Kregar zna narediti znotraj tega vzdušja tudi zelo potentno grozljivo sceno, ker ta prizor je bil meni vrhunsko srhljiv, grozljiv in pa hkrati je povsem realistično, kako pride do tega s tem, koliko zajebana, mislim, koliko kurcu, oprostite izrazu, je ta glavna junakinja, da je nekdo, ki bo šel zalezovati svojega dijaka, 10-letnega ali 8-letnega ali koliko fantka, ki je očitno preživel nekaj traumatičnega in se napije v avto pred njegovom bajto. Mislim, prav tak, kdo bi to naredil v resnici, ne? Ampak prav dejansko ti vzpostavi lik zelo prepričljivo, ta človek bo to naredil. Mislim, da nisem imel istih učiteljev kot midva v gimnaziji z Mitotom, ampak hecam se, dragi profesor in profesorice, ki to poslušate, niste bili to grozni. Eden večjih zadržkov, ki ga jih imam jaz okrog tega filma, večjih zadržkov. Pač mala taka stvar, ki me malo zbode in mi je malo nenavadna in o čemer bi rad, prva tema, ki bi rad govoril z vama, je naslov, weapons, skratka orožja. Jaz sem do tistega prizora, kot Josh Brolinov lik sanja, mislil, da je to neka parabola oziroma metafora za seveda streljanje po šolah, se pravi za poboje na šolah, ne? Kar mi potem v celoto se nikakor ne vklopi te pravljice, ampak tam, ko se pokaže AR-15 ali kaj. AK-15. Ne, AR-15. Mislim, da je AR-15. To sem jaz tudi prepoznam teh silhuet. Dobro mi to, ne rabiš razlagati v podrobnosti. Call of Duty, so to. Dobro. Okay. Skratka, tam, ko se to pokaže, sem mislil, da je pač to neka metafora tega, pa se izkaže, vsaj po moji logiki, da to ni res. Ampak on tudi omeni, da nekdo weaponizira Instrumentalizira, hvala mi to. Otroke in jih naredi pa za neko orožje. Ne vem, nisem izdelal tako pomembna tema, da bi mogla biti z naslovom po eni strani, po drugi strani pa cenim to, da mal skrije, kaj je pravzaprav poanta. Čeprav mi to je neki žmuril prej, ampak meni se zdi recimo slovenski prevod odličen. Ura izginotja. Jaz bi tako dal naslov, recimo celo. Zelo sem razmišljal o tem, zakaj imamo ravno takšen naslov, pa bolj, ko sem si preigraval lastne inačice, mislim, da ni tak napak. No. Bolj bi očital ameriškemu originalu in temu simbolu iz sanj, da je odveč. Da je res odveč. No. Mislim, da če mene vprašaš, je film nekako nagovarja traumatično izkušnjo, kot je cel razred izgine zaradi kakršnega koli nasilja, pa če lahko rečemo, da se zgodi v Ameriki in potem seveda posledica na neko določeno okolje, ne, ki ga pusti takšno izginotje. To je čisto okej, če vzameš to od filma ven. Jaz mislim, da to vredo. In da pač tukaj noter vržeš to neko pušo v sanje, je dobesedno potem lahko tudi tvoj odziv, kot ga ima Josh Brolin, ko se zbudi. What the fuck? Ni pa deal breaker. No, tako, ne vem. Se mi zdi, da izmed zašteli ven, zato ker je film previdno, subtilno skonstruiran, pa ti kar naenkrat zažeri na silhueta na nevihtnem nebu in še celo zažeri ura 2:17 na puši gon in tako, kva, res. Malo tako, malo špricer ideja bi jaz temu rekel. No. Je, ampak hkrati mislim, da je cel point tega, da okarakterizira ta lik, ki tudi, kot smo menili, ni posebej v redu človek. In mislim, da je tu potem fora, da je on toliko pač, rečemo, pa ne vem, preprost mogoče, kavbojski, da bo dobil asociacijo na tako neposredno, ne?
Mogoče, Tudi on je bivši vojak, ne pozabi. Ja. Mogoče je to meni čisto kaj razlaga. Jaz tudi mislim, da potem, ko on razmišlja, kako razmišlja, ne? On gleda premice iz teka teh otrok, ki jih vidi na vratnih kamerah, ne? Oziroma kamerah na zvoncih, pa potem riše po onem zemljevidu, kot kao pač vsi laufamo očitno v ravnih smereh. Ne? Mislim, zelo razmišlja na ta način. Tako da mogoče mu njegova domišljija potem tudi se zna projicirati na ta način. Ne? Je pa malo se poruši zgolj ta logika, ker se pojavi Gladys v vseh teh sanjah ali pa vizijah, ne? Kot da to deluje, kot da je to neka projekcija iz strani nje, ne? Kot da je to nek vpliv nje. Ne? Tako, ja. Kar potem nagovarja potem seveda neko drugo podmeno koncepta. No? Smart mašina pametno dozira, manj porab, narava profitira, midva čista obrana, znova so pričesk. Nekdo je bil v kabini, ki sem bil. What the fuck? Je dobro. Ni panike. Neki so testirali. Like a boss. Oh, shit. Okay, dobro, dajmo. To lahko pustimo not. Skratka, se pričujemo vsem poslušalcem, ampak tole je bilo kar v temi tega, o čemer se danes pogovarjamo. Jaz sem hotel ne govoriti še tale. Jaz sem sicer gledal neke te intervjuje z Eckom Kregerjem, pa je, mislim, da je malo obračal to, kot je Igor rekel, ne, malo je to projekcija tega lika, ki ga igra Brolin. Mal je hotel tudi, da je v tej grozljivki, da so tudi kakšni iracionalni elementi, ki jih ne moreš čisto pojasniti. Zato tudi mnogi se ga spraševali, kaj je 2.17 pomeni, ne? In je nekateri so, kot jaz, smo iskali po Bibliji. Po Bibliji, seveda, ja. Ampak največji papki vsi. Ne? Ja, ampak načeloma naj bi šlo za v bistvu samo poklon Kingovemu sijanju, kjer sicer Kubrick spremeni številko sobe v 237, ampak v knjigi ne bi bilo 217. Po drugi strani pa nekateri, jaz sem gledal neke razlage, po kateri zginil naj bi 17 otrok in 2 naj bi iz razreda bila neugrabljena, se pravi učiteljica in tale Alex. Tako da to, ampak tako, kot je Mito rekel, meni se tudi dopade to, da je to samo špricar ideja, ker jaz mislim, da je razmerje med vodo in vinom tudi na Štajerskem 2:17. Jaz ne vem, v katerih beznicah se ti zahajajo, ne stari, ampak dobro. Drugače, še o tem, da omenim, tudi ta prizor otrok, ki tečejo s temi razširjenimi rokami, je strhljiv, neverjetno. Drugače sem pač gledal, da Zack Kreger je omenil, da naj bi za navdih bila ta fotografija Nika Uta, te vietnamske deklice, ki je prikrita z napalmom, pač teče in da je od tam vzel tole. To se mi zdi, da je v bistvu dovolj že nastavljeno, da bi komot lahko opustil ta špricer idejo za pušo. Tudi Josh Brolin sam reče, da so oni letijo pa kot orožja, delujejo kot neke rakete. Ne? Kot droni. Kot droni. Ja, tako da mislim, da zato mi je odvečno, ker bi komot opustil. No. Ja, tako in tudi film zelo dober nakaže, če ste zelo pozorni, boste videli, da otroci v tistih nekih prizorih, ki kaže šolo, pač pouk, se učijo ravno o parazitih, tisti trenutek, skratka spet imamo to namigovanje na parazitsko čarovnijo, ki je tukaj v ozadju, pa seveda ravnatelj gleda dokumentarce Cordycepsih, skratka o tej glivi, ki jo poznate iz The Last of Us, če nas spremljate, pa če spremljate The Last of Us, skratka spet za nekega parazita, za nekoga, ki ti vzame voljo in te naredi za orožje svoje neke volje. In tukaj pač, zdaj za vse tiste, ki ste to zdaj poslušali, od tu naprej bomo pač kvarili, tako da če nočete res, če niste pogledali filma prej, pa tole zdaj poslušate, dajte res pogledati film, ker tako, kot smo rekli, je zelo fajn, skratka. Zdaj lahko rečemo tudi kakšno o teh menjavah perspektiv. Se vam je to zdelo, jaz sem nekje tudi bral, da se je komu zdelo, da to nima nobene funkcije in da je samo nek gimmick, ki pač film, kako se je vama, skratka, ta struktura zdela, ti si Mito zdaj omenil, skratka,
to ni Rashomon ali pa Šund, ampak bolj Magnolia. Ja, jaz mislim, da tako Pulp Fiction kot Rashomon se v bistvu sprašujeta o pomenu resnice, ne? V bistvu to, kaj vsak na svoj način, ne? Kaj je, narativ zmore prenesti resnico in tako naprej. Mislim, da to sploh ni point tega, zato mislim, da se bi izogibal teh naslovov. O Magnoliji in pa v tem filmu je pa pač to perspektiva, ki zgolj dopolnjuje narativ. Ne? Je pač metoda, nič več, nič manj. Ne? Se gre za, rekel bi, da film na ta način sestavi nek določen profil pa svojo identiteto. Ne bom pa rekel, da komentira tu za nekega nadpomenske strukture ali kakorkoli, modernizem, postmodernizem, kakorkoli. Uporabi pa to obrtno, ne? Da v bistvu lahko na koncu teh perspektiv v bistvu zaključi lika ali pa nekako okarakterizira, pa ga zaključi z suspenzom ali pa z zaključkom, nastavkom za naslednjo perspektivo, z kakim strahoskokom, z izbruhom nasilja in tako naprej. Pač deluje na tej ravni čisto kaj in več ne rabiš. Zato se mi ne zdi, da je gimmick. Mislim, da je premišljeno, da ne rabi v bistvu kot v klasični nekim slasheru pač kao imeti linearno zgodbo in pač ustavlja te strahoskoke. Pač uporablja ta način, se mi zdi svež, dobrodošel. Ja, tudi meni se zdi, da ta struktura v bistvu je tisto dobesedno res tista stvar, ki ta suspense skratka vliva in gradi to atmosfero. Zdaj jaz sem sicer nekje bral, da sicer je ena stvar taka bolj rašomonska, da naj bi bilo v spominu policaja in učiteljice, naj bi bil njun objem različno dolg. Skratka, ona se spomni, kot da je bilo nekaj kratkega, on pa, kot da je nekaj bilo daljšega, ali pa ravno obratno. Jaz mislim, da je to... Ampak to je res ena zelo mala reč. Mislim, potem bi lahko v bistvu kao tam vrtal lukne v to, da se pač kao v njeni perspektivi ne vidi občevanja, medtem ko ga pa ima on zelo nazorno prikazanega. Torej, pač mislim, da se gre za karakterizacijo. Ne? Ko ti postavljaš perspektivo v določenega lika, ne? Imaš tudi potem bolj odprta vrata za gledalca, da se v bistvu upelješ v lik noter, bolj si fokusiran nanj, kot pa bi bil v množici nekih perspektiv ali pa v dialogih zakopanih. Ne. Tako da v bistvu, zato je ok pristop. Ne. Mislim, da so te majhne razlike zgolj stvar montaže pa timinga. Ne. Se strinjam s tem. Ne. Deluje zadeva kot sestavljanka. Medtem ko pri... Torej, Rashomonu, če bi rekel, da je tako, da imaš platno, pa gor projiciraš z več različnimi projektorji stvari, ki so si malo podobne hkrati. Ne? In dobiš en zmazek na koncu, kar je pač resničnost blizu. Ne? Tukaj pa dobiš en narativ, ki se prekrivajo to, kar vidimo, ampak se vse lepo skupaj sestavi v puzl, ki pač imaš na koncu celotno zgodbo in lok za vse skupaj tako treba. Dost klasična, na koncu nastane tebi kot občutek ena dost klasična naracija, ki je pač sestavljena iz več perspektiv in to se mi zdi zelo mojstersko narejeno. In mislim, da je nadgradnja tega, kak je to izpeljal v Barbarianu, ki mislim, da ima po naše tudi nek čist drug Horde ali nekaj takega naslov po slovensko. Ja, zelo nek čudaški naslov. Nisem gledal, ne? Ja, priporočam. Hvala. Ja. No in mislim, da pač on pili svoje obrt in mu gre zelo vredno. Ja, definitivno ni to tako, kot je bilo v seriji The Affair, recimo tam imate čisto rašomonsko strukturo, ker imate dve perspektivi, pač dveh, ki se spustita v afero, kot je pač naslov serije, in potem vidiš zelo različne zgodbe, pač iste dogodke, ampak povedane zelo različno in se pač moraš nekako odločiti, kateri govori bliže resnici ali kakorkoli že. Ja, lahko tudi tako vzameš, samo da še podčrtam tole, mogoče če iščeš pomen, zakaj je to na ta način uporabljeno, beri mogoče potem tako, ne, da pač imaš posameznike, ki se po neki skupinski travmi, ne, se koncentriramo na posameznike z uporabo teh perspektiv, kontrastiraš pa temu lahko, da v bistvu se ta
parazitizem, Gladys, Evropa, slehernika z njegove perspektive ali pa osebnosti. Ima že v bistvu tukaj potem ta lep kontrast, že tukaj lahko konceptualno upravičuješ uporabo tega. Pa hkrati ta uporaba te perspektive skrije kakšne detajle, ker če boste zelo pozorni ali pa če boste film pogledali recimo 2-krat, boste ugotovili, da že v prvem, mislim, da enih prvih prizorov, kjer vidimo Alexa, pač tega otroka, ki edini ni izginil, in ga vidimo z očetom, je oče čisto na robu našega vizualnega pogleda, čisto na robu kadra in zelo nepremično tam sedi, medtem ko je na drugi strani ni njegova mama, ampak gospa z rdečimi lasmi. In je že pač tako je Gladys od začetka prisotna v filmu, samo to je pač nekaj, kar na tisti točki ti nimaš nobene reference, da bi to lahko ugotovil, seveda, ne. In smo pri teti Gladys, smo pri tem liku, ki jaz mislim, da zelo zanimiv in tukaj recimo bolj zaradi te strukture, zaradi te premišljene, mogoče manj ključen, manj na njem vse stoji in pade kot pri Longlegs, recimo, ker jaz ta film kar primerjam z Longlegs, ker se mi zdi, da je ta teta Gladys ima ta njena groza, način, kako je upeljana tukaj v štorijo, je zelo podobna Longlegsu s te neke vidike, da hodi po meji med skoraj da absurdno, mal fantastično pač podobo te čarovnice, ki uporablja nek voodoo, da ljudi spreminja v orožje oziroma drone. Po drugi strani pa ima mal te bednosti, mal tega usmiljenja, ki je tudi na robu tega. In sicer enako kot pri Longlegsu, zato ker ona skratka gre za čarovnico, ki si preko te neke življenjske energije, zdaj otrok, kupuje, podaljšuje čas. Če smo prav razumeli, je že nekako, ne vejo niti natančno njenega zvora in je mogoče stara že kar neki 100 let, skratka, na tej točki. In se mi zdi, da meni sicer kakšna stvar pri njej ni bila čist najbolj všeč, meni se je zdel njen make-up oziroma podoba zelo preveč podoben klonu iz Pennywise-u, iz tistega, tudi njena ta podoba v šumi. Meni se je zdela, pa sorry, ker bom omenil, ampak tako čist, kot da full coked up Ana Jurca, veš. Ana, kmalo te bomo povabili. Ana, se drugače imam rad tvoj look, ampak to tako imel sneno asociacijo. Ja, mal je tako, mal je over the top tudi ona. Totalno. To hočem povedati, to sem hotel povedati. Spet tu je pač zelo podobno Longlegs, kak tam Cage zgleda in igra. Ampak to, kako ona zmore manipulirati ljudi, je pa mojstersko in srhljivo. In mislim, da še dodatno izpostavi, koliko so vsi ostali slabi v tem, da bi uspeli. Ostali tudi uspejo doseči neke stvari, recimo ona priča policaja, da spi z njo, ampak je ful manj učinkovita v tem in ful bolj lesena. Ker Gladys je pa mojstrica. To, kako leti tam k Markusu domov, tista scena je čist huda. In jih prepriča vse in piči. Mislim, jaz si sploh ne znam predstavljati, da je tako kar naenkrat ena stara gospa leti not. Mislim, tako prav vidiš in kar nekaj dela in tam. Ja, deluje kot neka, ne vem, jaz bi dal to podobno kot mogoče kakšnim... Sploh ne. Herbalife. Ne. Rečemo tega kakšnim zmikavtskim tetam, ki ti prihajajo prodajati kakšne, ne vem, sesalce ali pa perilo pretežno starejšim ljudem. Bolj pa tu pa tam pokukajo še mogoče v spalnico, pa hitro pobrskajo za čim dragocenim še. Bolj sem imel to asociacijo, vsaj ta prizorno, vsaj ta... Ja, meni je ful zanimiv lik, ne bom rekel, da mi je zelo podoben kot Cage-ovska izpeljanka v Longlegsu, ker tam imam vseeno drug vibe, pa ne zaradi tega, ker sem film slabše ocenil, ker mi ni toliko sedel, bolj zaradi tega, kako v bistvu tale parazitizem tema se noter upeljuje, pa kako v bistvu tale oseba zmore prepričati, zmore
na svojo stran spraviti, kljub temu, da to nikoli ni čisto ok obrazloženo, pač magic je, ne, neka stvar. Drevo ima, mislim, vse razloženo. Ja, ampak tudi, a veš, ne, ona naprimer... Igor je vse jasno, Mito. Tisto je razloženo vizualno, kako ona pošle orožje v narekovajih, ubiti nekoga, to je vse ok, napram kako ona ugrablja ali pa pod svoj vpliv spravlja ljudi, ne, zgolj z nekim trinketom, ampak ta magic ni razložen, pač tam je, zgodi se. Drevo. V bistvu to mi je bilo čisto ok nastavljeno in v bistvu ta njeni ekscesi pa pojavljanje v sanjah so ravno toliko dobro uporabljeni, kot da bi bil za to nek Pennywise pa mogoče Kubrickovi dvojčici, naprimer v Shiningu. Tako da ima zelo ok funkcijo. Ne? Mogoče se bolj sprašujem potem, kakšna je njena nadstruktura, narativna nadstruktura tukaj, ne? Ker imaš nekje, tako sem prej omenil, torej posameznike, ki preživljajo travmo, rečemo masovnega pokola oziroma izginotja, pač kakorkoli, in ona parazitira zdaj na tej travmi, ali pa dejansko je nekaj, kar ti ljudje rabijo, zato da so, da jo tako dobro sprejmejo, je ona kot nekaj domačega v tem okolju, ne, vedno potrebna. Ne. Jaz sem razmišljal potem na ta način, če je to zgodba o Ameriki, pa travmi Amerike, ki se dnevno sooča z pokoli pa izginotji na teh šolah, se ona zdi kot ne vem, NRA lobby, ne, ki parazitira na temo. To, na nek način so šel celo tako daleč. Kaj, če je ona dejanska identiteta Amerike, ki ne zmore obstajati brez pokolov? Da je ona ta rakasti offshoot metastaza, ki mora parazitirati tam, zato da so oni sploh delujejo kot Amerika. Ja, vem, mislim, ta pač en vprašaj, ki sem se ga postavil. Vse to pač imaš čist tu not, tudi vso to obsesijo vseh teh milijarderjev z longevityjem in ne vem, sej imaš, da jemljajo hormone nekim mladim ljudem, ki si jih brizgajo kri in en kup teh stvari imajo, ki so zelo bizarne in so legal, ampak so... Sure, ampak jaz njemu to bolj kot intimistično. Ne? Mislim, kao, veš, zelo je ta ameriška logika, posamezniki preživljajo nekaj, ne? In da pač kao se tle pojavlja pač tale zunanji pritisk na tega posameznika, da kot prvo mora sprejeti to, kar se mu je zgodilo, ker policija se ne odzove, družba nekako samo gre dalje. Ne? Tudi, naprimer, ko se pogovarja Josh Brolin z mami enega drugega izginulega otroka, ne? Ko se pogovarjate, kako si, vredo, veš, razmeram primerno in tako naprej, je takšno prazno besedičenje, ne? Ki ga nekako zgolj potem Gladys kontekstualizira, ne? Da v bistvu kao oni na nek način potrebujejo njo, da prebijajo to travmo, pa seveda na koncu tudi najdejo otroke, ne? Ampak tako se mi zdi, da v bistvu je zanimiv lik v smislu koncepta pa narativa, ne? Kaj je njena funkcija, da je z onkraj parazitizma. Ne? Tako. Ja. Mene pa še zanima, kako pa vidva gledata na to, kar se zgodi čist na koncu, torej, da, ko omeni naratorka, da niso prav zares prišli k sebi. Ali menite, da to pač travma, ki se zgodi, ki je ni mogoče preseči? Ja, jaz bi rekel, da je to. Ja, jaz mislim, da do neke mere. Dlje cajta so bili pod njenim vplivom. No? Tako. Čeprav mislim, da tudi omeni, da nekateri so že začeli govoriti nekako zdaj v tem letu, tako da je odprta neka pot za neko upanje. Ne? Ampak ja, bili so preprosto, a ne Josh Brolin je pa se je iztrgal iz tega, ne? Ampak on je bil pod njenim plivom kaj par minut. Ne? Ni da je bil dolgo, medtem ko otroci so bili pa preprosto predolgo, pa starša. Ja, ona dva potem pristaneta v neki umobolnici. Tako. Ja. Če sem jaz prav tudi razumel. Ja, jaz mislim, da je pač to, govori točno o tem, da to pač je film o travmi in da ta travma absolutno pač traja in da ne moreš kar tako, samo s tem, da si ti zdaj otroke rešil, pač ni dovolj. Samo zato, da nekdo preživi recimo pokol na šoli, ne pomeni, da ni zaznamovan za celo življenje. Ne? Tako da to je treba nekako predelati. Skratka, tukaj je dobro, da film ne ponudi magičnih odgovorov. Ja, itak, bomo tako rekli. Kaj sem še jaz hotel v zvezi s tem povedati? Jaz sem hotel zdaj sicer, malo je to že taka tema, ki je malo že mimo, zato ker smo v nedeljo, zdaj to poslušate v torek, skratka v nedeljo vmes, zdaj bomo imeli ta referendum, ampak jaz sem imel tudi to zanimivo konotacijo, ravno tako kot ti, Igor, ne? Veliko razpravljamo o neoliberalizmu tega, da hočemo pospraviti odvečne z evtanezijo, kot očitajo recimo na desnem polu, ampak jaz mislim, da tudi
bi moral tudi levi pol večkrat povedati, da je tudi to, da nas skuša država na vso silo zadržati pri življenju, tudi zelo neoliberalistično, ki pa želi od nas, da čim dlje trošimo. In tukaj noter se meni zdi, da je Teta Gladys tak zelo dober primer tega, kako nekdo, ki noče umreti, pravzaprav vse okrog sebe podredi tej svoji volji, da ne bo umrla in črpa energijo iz svojcev, recimo. Da so svojci, čeprav oba priznata, da ne veste, po kateri strani je točno ta teta, a ne starša, ne veste, tako da verjetno niso v sorodu, ne, še posebej, če je več 100 let stara čarovnica. Ampak ja, se mi je tudi ta perspektiva v luči tega našega referenduma zdela zelo zanimiva, kako nekateri zdaj veliko govorijo o pritisku na bolnike, da naj umrejo, redko pa govorijo tudi o tem, o pritisku na bolnike, da ne smejo umreti, ker po drugi strani včasih svojci pritiskajo na bolnika in seveda je tudi obratno, da včasih težke teme, ampak jaz mislim, da preko filma se da definitivno govoriti tudi o teh rečeh in se mi zdi, da je film odpira ene zelo fajn interpretacije in tukaj je pač ta pravlični moment, ne, pri tej čarovnici, da še to ne pozabimo. Ne. Meni se zdi to zelo taka predelava na nek način Janka in Metke, ker tam tudi čarovnica nekako domnevamo, da ljudožersko živi, ker pač peče te otroke in jih je in s tem podaljšuje življenje. Pa seveda Sneguljčice. Ne? Pa Sneguljčice, tako je. Ja. In pa Putina in Šija, ki sta se tudi pogovarjala o tem, kako je treba krisi brizgati mladih, ali kaj že mislim, da je Ši predlagal Putino ali Putin Šijo, ne vem, kdo je. Kaj je rekel in milo rečeno me res ne zanima. Mislim, oba imata več kot dovolj krvi na svojih rokah, da si zlahka najdete kako še... Kaj postrgate s tleh ali pa s pločnikom. Ok, na tej točki moramo, ker smo to uvodoma povedali, spregovoriti, kakšno atmosferični grozljivki. Kaj sploh je atmosferična grozljivka, ali to spada v atmosfersko, I guess. Atmosfersko. Ja, rečemo temu grozljivko z definicijo. Atmosferično, ker če bi bila atmosferska, bi bila v atmosferi. Ja, po mojem. Je atmosfersko, ampak dogaja se v troposferi. Ne vem, mislim, jaz sem vam to načel v četu, ki me zanima, če bi mi lahko poskusili definirati, to že vseeno smo žanrski podcast, vse hvalimo se radi s tem, ne? Nikoli tega ne omenimo. Ker zdi se mi, da je pač to svež termin, no? Pa ne vem, če smo že v našem prostoru ali pa sploh imeli poskuse, da bi ga malo bolj zakoličili. Zdaj ne vem, jaz imam zelo odprto mnenje o tem, nisem niti na strani tega, da to sploh ne obstaja ali pa da obstaja. Me pa zanima, no, kaj bi lahko mi mogoče danes zarisali. Ja, jaz sem kar malo googlal ta termin in v resnici se ne pojavlja kaj dosti, razen da ga IMDb uporablja za neko lestvico, skratka lahko si pogledate, ampak tam so stvari gor kot eksorcist, za katerega jaz pa res ne vem, če bi rekel, da je atmosferska. Jaz sem nekako skušal atmosfersko grozljivko povezati s psihološko grozljivko, z slow burn grozljivko celo obstaja, nek oznaka in art grozljivko. Zame, če bi jaz mogel definirati, bi rekel, da je atmosferska grozljivka tista, ki gradi suspens do končnega vrhunca, ki je čisto na koncu, kar tukaj mislim, da nekako to drži, ki to grozo zelo ekonomično prikazuje in je res ves čas, je zelo malo strahoskokov, ampak je bolj to gradnja pač te nekega psihološkega učinka, ki ga dostikrat lahko doseže tudi z položajo kamere, montažo, perspektivo in tako naprej, kot je zame recimo Longlegs, ki zelo dobro uporablja te neke trike različnih vrst posnetkov in tako naprej in tega nekega vzdušja, kjer je tukaj pravljica pri Longlegs, pa je bolj neka urbana legenda, nekaj takega. Skratka, imamo neko vzdušje, ki se navezuje na nekaj, kot da izven filma, na neko tako stvar, kot pri Blair Witch Project, recimo na neko mitologijo, ki skratka obstaja nekaj v času in spet gradi na neki tej psihološki, vedno večjem suspenzu, do pač, jaz mislim, da zame bi atmosferska grozljivka morala biti nekaj, kar ima vrhunec na koncu. Se pravi, tukaj, kjer še zdaj nismo omenili, skratka, na koncu otroke, Alex, skratka, prelisiči čarovnico in skratka uporabi njeno magijo proti njej in pošlje otroke kot drone na njo in ti otroci jo
Ne vem, če znam najti bolj Razčetverijo. Ja, milo besedo, razčetverijo, gospod Teto Gledis. Sam ta konec je kar spominjal na Parfum, če sta brala ali pa gledala film. Ne. Ja, kjer pač, ne vem spojilo, ampak ja, isto se konča. Tako da jaz bi se jim dal tudi recimo kakšen kabinet doktora Kaligarija, ki je pač... Kaligarija, ni Kaligarija. Jaz bi rekel Kaligari. Zakaj? Po slovensko. Ni Italijan? Kaligari. Ne vem, kaj izvorni nikoli pojasni. Barcelona. Skratka, ki pač gradi recimo to z ekspresionistično scenografijo in kamero do nekega tudi vrhunca na koncu. Pa Midsommar, recimo, ki gradi psihološko grozljivko, se pravi, razmerja med junaki postajajo vedno bolj otipljivo, grozljiva do tega končnega karkoli. Crescendo. Ja, karkoli se pač na koncu zgodi, tale žrtvovanje, ali kako bi človek to rekel. Kakšne obred, hvala, ritual, kakšne take stvari, Mito, si bi ti, kaj si tebi zdi? Jaz osebno bi se mogoče bolj recimo, da podčrtam, da ta termin obstaja, pa da zna biti dovolj deskriptiven, da bi ga lahko apliciral. Bi pa ga v bistvu sam bolj nanašal na uporabo prostora. Zavedam se, da mogoče tu moja slepa pega, ker sem zaradi mojega dela tukaj bolj pozoren na to, ker se mi zdi, da v bistvu atmosferska grozljivka zame gradi na neki določeni liminalnosti, da v bistvu se ta manko crescenda ali pa zaključka za strahoskokom podaljšuje do tega, da se v bistvu začne prostor preobražati, pa da dobiva neko svojo identiteto znotraj določenih kontekstov ali pa gabaritov, ki jih film zastavi. V Long Legsu, kot si omenil, ta urbana legenda, tle ta pravljica, jaz bi še Shining vrgel v mix, ki ima sicer drug pristop, ampak se mi zdi, da v bistvu hiša, prostor, dobiva potem te razsežnosti. Postane neka entiteta zase. Ja, in se mi zdi, da vsaj zame, da ta atmosfera se gradi na obstoječi grozi v praznini ali pa v tišini ali pa v dolžini kadra, ali pa v zrenju, ali pa v odrezanosti, rečemo Cageovega lika, ki mi vidi samo brado, naprimer. A veš, nekih takih določenih prijemih, ki grozo umikajo v prid zrenja. In se mi zdi, da v bistvu skozi to zrenje se gradi neka gostota, rečemo megla, neka atmosfera. Ja, gledalec, jaz mislim, da mora doživljati neko določeno nelagodje, ko gleda te. Ti ga včasih tudi ne zna, jaz bi rekel, da včasih tudi ne znaš tega racionalno pojasniti. Tukaj bi jaz vrgel noter recimo Flanaganove serije, katerih on uporablja ne vem koliko nešteto nekih duhov, ki jih človeško oko niti ne vidi, ko gleda serijo, ampak ves čas čutiš. Ja, prisotnost. Tako da je v kvadru neki fucking narobe in te kar znervira. Tako da jaz mislim, da je tukaj neka... Jaz se strinjam s tem, kar si ti rekel glede prostora, in tukaj bi še dal As noter od Jordana Peela. Dost bolj kot pa njegov prvenec, zato ker As ima tole neko čudnost. Se tudi Nope, naprimer, ne? Nope tudi, ampak kar se mi pa zdi ključno pri atmosferskih, pa je tudi odsotnost akcije in ekspozicije. Stvari, in tu je glih zato, zakaj Get Out ne pride not, ker tam čist lepo razloži, kaj je point vsega skupaj. Medtem ko pri As namigne, ampak fuck je tisto bolj scary in disturbing, ne? Če ne bi bilo tako močnega elementa znanstvene fantastike, bi z lahkoto Aliena prepopil temu zraven, ker v bistvu vsa ta gradnja tele ladje, pa dolgih hodnikov, teme, pa neke prisotnosti, čisto ok dela. Se mogoče, veš, ne bi zaradi postavljal kao pošast, kot je pa prisotnost teh pošast, kot tako pomembna, ker naprimer Mike Myers se skriva vse povsodi, ampak pač ta atmosfera ni na ta način zgrajena, ali pa Petek 13. Sploh Michael Myers, Austin Powers povsod skriva. Ja, čeprav prva noč čarovnic bi jaz tudi vse rekel, da je blizu temu, zaradi teh kadrov, ki malo gotoviš, da so ti kadri Mike Myersov pogled in so vsak kader, ki kaže te like, je zalezovanje in si ti res postavljen v to perspektivo nekoga, ki ves čas gledanje, ves čas izven kadra in je vsak ta prizor, kljub temu, karkoli se oni pogovarjali, je mal strhljiv, mal je unheimlich, kot bi rekel naš doktor Sigmund, ki se skriva tukaj pod mizo.
Da ne bo zdaj spet na muska, da ne bomo spet koga streljali. Laka boš. Ja, laka boš. Like your mother. Jaz mislim, da definitivno je neka definicija, ki jo lahko, jaz mislim, da vseeno najdemo pri nekih določenih filmih, ni pa povsem samostojna. Jaz bi tukaj vseeno dal, da je to res povezano z nečem, kar rečemo psihološka groza, ker res gradi to neko čudaškost, pa ta nek nelagodje. Ob tem psiho recimo je tudi nekaj podobnega, ker se več čas to zelo gradi in ima tudi zelo, seveda, prostorsko zelo izraženo recimo, to neko atmosfero. Naprimer, veš, atmosfera pri Seven, naprimer, ni atmosferska grozljivka, ne? Ampak je zelo izrazito ilustrirana atmosfera. Naprimer, pri Weaponsu je meni ena od asociacij, mislim, da je režiser samo omenil Prisoners od Villeneuva. Ta atmosfera, naprimer, ampak ni grozljivka, ni ta atmosferska grozljivka, je pa zelo prisotna atmosfera. Zdaj, v bistvu, ta grozljivi element še pa vedno mora biti potem prisoten in mislim, da si tudi ti mogoče bolj zadev žebo na glavo ali pa da se pač potem vseeno mora pa zgoditi ta crescendo hororja, ki da upraviči. Da je to grozljivka, definitivno, ker drugače imamo to je zgolj suspenz v resnici, o čemer mi govorimo, ampak jaz mislim, da tukaj drugače pač imamo slovenski film. Igor, ne bojete več vabili na FSF, ampak se mi pa zdi pač zanimivo pač razmislek o tem, ker je tudi zdaj marsikatera vzvišena elevated grozljivka zdaj skuša to nekako nazaj in tudi kakor jaz zdaj gledam recimo zgodovino grozljivke, so ti elementi, zelo mi je zanimivo, kako grozljivka gre od eksplicitne groze do nekih vrhuncev, kot smo jih imeli recimo z Žago, pa z Hostli in ravno to, potem pa pač ugotovi, da ne učinkuje to več, da gledalci so spet malo izgubili, otopeli in potem gremo spet na to gradnjo suspenza, na atmosfero in potem bo, domnevam, da spet čez par let prišlo ven, da bo kakšna taka. Tako se mi zdi, da se zelo izmenjuje. Naslednja bo found footage, ampak z temi meta očali. Mogoče, ja. Ampak jaz imam recimo osebno, definitivno bi rekel, če bi meni kdo vprašal, imam raje atmosferske grozljivke, imam raje to nelagodje, to občutek tega, občutek tega suspenza, ki narašča. In tukaj jaz mislim, da so res, moraš biti res mojster tega, da to narediš, da vzdržuješ napeto cel film, še posebej recimo pri kakšnih grozljivkah danes, ki so 2 uri dolge, kar jaz mislim, da je res težava narediti suspenz. Recimo James Wan in njegovi filmi Conjuring, recimo prvi, in meni tudi kar dober gradi, potem se ta crescendo zelo banalno, pač ponavadi je tisto, kar nas pri teh grozljivkah malo moti, je ta banalizacija, ker seveda nič ne more tako dobro upravičiti te gradnje. Tu ima tudi Stephen King vedno probleme s konci in enako recimo Longlegs, kjer meni se zdi, za razliko od Metoda vrhunski, ampak kjer me malo zgubi je pa ta konec, ker se mi zdi, da vse pojasni in je tako dobro je gradil nekatere stvari, fajn bi bilo, da bi ostale nepojasnjene oziroma ta pojasnitev je tako banalna. Podobno je tle mislim, da Weapons, mislim, da ni tako, vsaj meni ni takšen zločin kot pri Longlegsu, ampak pač ta rahlo humorističen kempijevski pristop na koncu z presežkom humorja, pa nasilja malo pokvari to atmosfero. Tako da se mi, pa tudi zdaj, ko si še omenil, da bomo imeli pred zgodbo, mi je pa še dodaten kol v to noter, ker zakaj ne moreš pustiti na miru. Mislim, se je odvisno, če nastaviš to zgodbo res v stare čase, ala The Witch, mislim, da bi lahko bilo zanimivo. Če pa to nastaviš... The Witch je dobra atmosferka, hvala. Če pa to nastaviš tako, da se bo zaključila zadnja scena z tem, kako ona pride v to bajto, pa je malo brez veze. Čeprav, veš, ajde, gremo v Witch, naprimer, ki je meni zelo ljub film, ampak veš, tam imaš toliko krat poseže noter nadnaravno, Črni Peter, pa v bistvu čarovnica, ki v bistvu, dvakrat se pojavi potem tudi. Črni Peter. Se pravim, ampak veš, meni v bistvu tule preveč poseže noter v samo atmosfero. V čarovnici, ali tu? Witchu. Ampak Witch si lahko tudi razlagaš, da ni nič nadnaravnega noter. Na koncu poletijo v luft, starim. Ampak Črni Peter stopi na zadnje 2 noge. Zelo jasno pokaže plesen na njihovem žitu,
ki je znana halucinogena zadeva. Ne, jaz ne kupim tega. Čarovnice so. Sprejmem razlago, samo jo zavrnem. Tako za drugira ne moreš biti. Ja, to sem še prej hotel reči, da od teh dveh Avstrijcev v filmi so zelo super atmosferke, torej XE pa kaj je tisto z Riley, The Cottage. Te so super. Kak je že izej, neki mamica? Ne vem tega To je ono, ko sta dvojčka. Ker mama prije domov iz operacije, pa ne vidi, pol pa sta dvojčka. Pa... Sem že pozabil tole, ne vem, o čem govoriš, če ga imam priznati. No, tudi mene si Pa zgubil. za Cottage pa se spomniš. The Cottage se spomnim, meni je to všeč, ampak ja. Ista dva režiserja. A nista teda tudi naredila tega Hudičevega brezna? Ja, pa Hudičevo brezno, ja. No, tisto bi bilo meni tudi spet taka zelo atmosferska, posebej zato, ker je zgodovinska in jaz mislim, da če znaš dobro to zgodovino izpeljati, oziroma zgodovinsko izlivko, mora imeti malo te atmosferičnosti. Da bi to mogoče bi lahko še dali noter v definicijo, ne? Da mogoče se atmosferska grozljivka lepo odpira psihološkim zgodovinskim narativnim pristopom, ker je toliko prostora tukaj na voljo, v katerem manevriraš. Ja, mislim, Midsommar tudi deluje kot prehod v neko drugo časovno dobo, ali kakorkoli, skoraj time travel. Ja, in tudi tukaj je ta pravlični element zelo neka taka otipljivo drugače od modernega sveta. Ne? To, kar Ant Gladys počne, absolutno nima nobene veze. S tehnologijo je neka magija proti tehnologiji in tako naprej. Tudi, ja, bi lahko rekli. Ja. O čemer bomo več govorili tudi v naslednji epizodi, ker bomo delali Frankensteina, to že naprej napovem, bom povedal še enkrat na koncu, ampak ja, tudi tam tehnologija proti magiji oziroma naravi ali čemerkoli. Pa že. Ja, super. Skratka, zdi se mi res dober film, dobra grozljivka. En dokaz tega, da v zadnjih nekaj letih smo res v neki, ne bom rekel, da ravno v zlati dobi grozljivka, ampak se mi pa zdi, da je grozljivka kar zelo, zelo dober žanr v teh trenutkih, tudi za razmisleke o družbi, tudi za razmisleke, kam gre film dalje. Zdaj dobili smo eno vprašanje poslušalcev, oziroma naša rubrika Petek v bodu, mislim, da smo nam sicer že bolj ali manj odgovorili, skratka, zakaj se pri Weapons na koncu vsi uroki izničijo, otroci postanejo enaki. Jaz mislim, da to smo rekli, da je to travma, da tukaj jaz mislim, da ni samo otroki, ne, da tudi ostaneta ona dva starša. Ja. Tako da ja. Ja, pa znotraj filmsko, bi lahko rekel, da so bili dlje pod njenim vplivom, ne zgolj pač kao ta travma. Ja, več energije jim je spilo. Ja, rečemo tako. Tako je. Mislim, izničijo se z njeno smrtjo, se izničijo vse uroke, sem pač posledice ostanejo, kot bi jaz rekel. Tudi v bistvu Josh Brolin, ko leti, potem pa se zadere Matthew se obrne, nekako se predrami iz tega, in ko ostali bolj ali manj so še ujeti v dogajanje, ali kako ne rečemo, ne bi pa rekel, da so pod vplivom. Očetov glas je tisto, kar ga prebije skozi. Ja, se tudi v bistvu zelo se naveže na njegovo sanje, ki ga zasleduje, pa non-stop kliče za njemu z njegovim imenom, Matthew. Ja. Matevž. In smo v rubriki, kaj smo gledali, brali, špilali, poslušali in Igor, kot zmeraj ti jo odpreš. Na Leafu sem gledal en zanimiv film, ki je zelo lušen žanrski koncept in ga ful priporočam, nemški film Kaj Marielle ve. In priporočila mi ga je Ana Šturm, tako da hvala Ana, ker je res krasno zadeva. Skratka, film se začne z eno punčko, torej naslovno Marielle, ki dobi klofuto od sošolke, tako totalno, vsi pa po tleh jo vrže. In potem pride domov in pač pove to staršema, starše se razburite pa vse to, ampak ena stranski učinek te klofute je, da ta deklica nenadoma iz nepojasnenega vzroka natančno ve, kaj sta njena starša počela cel dan v službi. Kako ona ni zraven, ona ve, kaj starša delata, tudi ko ona spi, sanja, kaj starša delata. In recimo mama ful flirta z enim sodelavcem in greta na čik in se menita neke stvari, ki v bistvu kako bi se dol dajala. Foter po drugi strani je urednik v založbi in
Mislim, to je dovolj. Ja. Ne rabimo dalje. Ampak stvar je v tem, da on izbere eno naslovnico in potem en sodelavec reče, da ta naslovnica pa ni kul in se vsi ostali strinjajo z tem sodelavcem. Ne? In pol, ko doma razlaga pri mizi, reče, ja, pa mi je on sikal, pa sem ga poslal nekam, ne? In so vsi rekli, itak, ne. Pa malo reče, ne, ni bilo tako. Skratka, Ti glavni uredniki skozi lažejo. Skratka, ona dva ugotovita, da hčerka ve, ugotovita, da temu nikakor ne morata pobegniti in se začneta obnašati v skladu s tem, da bi bila dobra vzornika za njo. In potem pretirata v to smer in ugotovita, da mogoče bi bilo pa dobro, da gresta, da pokažeta, kak so ljudje v resnici in povzročata s tem hčerki travme. Hkrati pa oba dva, da je pove, kaj mama zdaj dela, pove, kaj on zdaj dela, ne, probate zvedeti z glavnem. Toliko ene patologije gre not in zelo dobro posneto, zelo dobro razišče ta ena vprašanja, ki je nek taki wish fulfillment, ne, kaj da bi lahko bral drugim misli, ne, kakorkoli. In koliko je pač taka stvar vedno prekletstvo. Lahko nekaj vprašam, Absolutno, ne vem, ker to se zdaj na papirju sliši, kot da je v bistvu nekako analiza, ne bom rekel woke ideologija, ne, ampak tega, da se moraš obnašati kot največji puritanc na svetu, ne, v javnem prostoru. Ja. Ne, in se mi zdi, da je to ta komentar potem. Tudi, mislim, oni so totalno buržujska familija, ki se vozijo s tistimi svojimi Mercedesi in delajo v artu in so, ampak pač koliko si ti lahko sproščen sploh, ne na zadnje in koliko ti pač po drugi strani, ker gre tudi v to smer, ne, koliko moraš slabe stvari delati zato, da boš nekaj naredil, da boš nekaj dosegel in pokažeš s tem, da, mislim, zelo v redu, Okay. zelo priporočam. Dobro. Pol na Apple TV sem pogledal do konca Platonic, kar je komedija in ful priporočam. 2 sezoni sta Seth Rogen pa Rose Byrne igrata, sta platonska prijatelja že od faksa, ki se pol nista nekaj cajta družila, zdaj pa spet se in nista verjel človeka. Delata probleme drugemu, delata probleme svojim bližnjim karieram, ampak lušno, no. Okay. Zabavno, zelo priporočam. Tak, zelo v redu liki not so ta recimo njen mož, ki se na eni točki odloči, da bo pisatelj in je predtem je bil odvetnik in potem je njegov glavni junak odvetnik, ki se sklicuje, da neko zakonodajo glede ne vem, patentnega prava in so vsi tako, kaj se je to? Medtem ko vsi njegovi sodelavci so, kako je to briljantno. Tako da ja, to se mi je dopadlo in prebral sem od Yoko Ogawe Tiho kristalizacijo, ki je meni bila zelo všeč. To je pa zgodba, ki se dogaja na nekem neimenovanem otoku, kjer ljudje začnejo, kjer izginjajo stvari in to pomeni med drugim recimo na eni točki ptiči izginejo. In potem vsi ptiči izginejo in vsi ljudje, ki tam živijo, se potem zberejo in vse dokaze o tem uničijo in jim zginejo vsi spomini na to, da je to kdaj obstajalo pravzaprav in kakšni so bili ptiči in tak dalje. Ne? In so tu druge stvari, ne vem, smaragdi izginejo, ne? In pa na koncu grejo dosti hujše stvari tudi. In je zelo dobra ena taka metafora na življenje v represivni družbi. Zdaj pisateljica se je tudi zgledovala po dnevniku Ane Frank in o tem, kako si vse bolj zaprt, kako vsi to sprejmejo. Tudi imaš tajno policijo, ki skrbi, ker nekateri ne pozabijo in potem odvedejo tiste ljudi, pa iščejo dokaze pa tako dalje. Tako da je zelo, meni je bila zelo dobra knjiga in jo ful priporočam. Je pa, kar zdaj omenili, je pa izšla pri Lud literaturi, kot sem rekel, v zbirki Piknik, ki so žanrske knjige in poslušalci podcasta lahko izkoristite 20% popust pri nakupu teh knjigah v spletni knjigarni od Lud literature. Vnesete kodo OBOD20, torej OBOD20. Tako, ja. In so rekli, fantastičen fir, jih bin der piknika. Skratka, super, dobite tam popust, zdajle tudi tiho kristalizacijo že lahko dobite. Skratka, vse knjige, ki so
starejši od 4 mesecev. In iz te zbirke. In iz te zbirke, tako da izkoristite to in si nabavite kakšno izmed knjig, pa tudi izkoristite čim prej, ker te knjige vendarle kar grejo, tako da nekatere so že razprodane iz zbirke. Tale prva je bila razprodana, torej Piknik ob robu ceste in so dali polne tiste, kde je spet na voljo. Na voljo, super, potem pa imate še na voljo, potem pa le posežite potem in preberite, no? Ljudje berite, tajte, no? Mito, imaš ti kaj za poročati o tem, kaj si videl, gledal? Pogledal sem A Long Walk. Ok, ja. Moram reči, da je v bistvu zanimiv film, ki je postavljen kao na tale neko Battle Royale sceno, s tem, da pač se gre, kdo bo dlje zdržal na bistveno predolgem pohodu. Ampak moram reči, da v uri 45, kar se dogaja, je to bolj ali manj film o prijateljstvu, ki se sklene pod nekimi ekstremnimi okoliščinami, da je v bistvu bolj psihološki, kot je grozljiv, bolj zanimiv kot pa dolgočasen. No? Mogoče mi samo obrtno mi nekako ni najbolj šel skozi, ker se začne ponavljati. Mislim, da bi lahko bil bistveno bolj zanimiv. Nekako vmes se nisem mogel otresti občutka, kako bi Geni Tartakovski, ki je posnel Primal, vizualno ali pa likovno lahko to nenehno prehajanje po cesti na desno, naprimer, lahko bolj dinamično naredil, kot pa je bilo tlele narejeno. Ker nekako se začnejo kadri ponavljati, teme ponavljati. Veš, tako, malo mi je potem začel že najedati. Ne, da bi je bil, še vedno mi je bil zanimiv, ampak nekako mi je vizualno, potem sem se malo odklopil, že lahko bi ga poslušal, bolj kot pa gledal. No. Pa na koncu se mi zdi, da v bistvu je kao malce predvidljiv, pa ne bom ga pa spoilal, no. Še vedno pa ok, vedno je ok bil za pogledati, no. Čisto ok kingovski izdelek. Ja, če bomo imeli čas, bomo do konca leta obdelali še Tekača, Running Mana, karkoli že bomo tudi kaj govorili, tudi o letošnjih Kingovih adaptacijah, ker jih je bilo malo morje. To so še dve zraven, Monkey pa... pa serija It, recimo, če bodo takrat kdo pogledal. Jaz sem gledal prvih 15-20 minut nekaj takega in je disturbing fucking shit, ja. Ok. Mito, še imaš kaj za poročati? Nič za priporočati. Trenutno berem zaradi šihta zelo suhoparne zadeve, ki jih jaz moram prebrati, pa moj galerist, pa kustosin je, ker nekdo me pa na tem svetu mora razumeti. Ok. Jaz bom samo poročal o tem, da gledam filmsko serijo James Bond, tako da tisti, ki... Če koga zanima, me lahko spremljate na Letterboxdu, bom kasneje gotovo dal tudi linke na Blue Sky pa kamorkoli. Do zdaj sem pogledal Dr. Noja, se pravi od prvega iz 62 do Moonrakera 79, se pravi sem v Roger Moore fazi. Moram poročati o tem, da je Bond precej bolj dolgočasen, kot sem mislil, da je, pa vsi filmi trajajo 2 uri, tako da za tiste, to je za naslednjo epizodo, ki se sprašujete, zakaj so filmi danes tako dolgi, tudi včasih so bili, samo mogoče, ko ste bili mlajši, vam je čas hitreje minil, ampak ob teh filmih jaz ne vem kako. Skratka, bom še poročal pol na koncu, mogoče podrobneje, ko pogledam celo franšizo, ampak zdaj sem nekje na polovici menda, pa ne vem, če bom z Danielom Craigom še enkrat pogledal, ker sem jih nedolgo nazaj, pred zadnjim filmom, ko smo ga dobili, sem pogledal vse, tako da mogoče bom to spustil, bom še videl. Nisem se še odločil, ker sem še daleč do tja, še posebej, ker je res par filmov zdaj z Rogerjem Moorom bilo kar muka gledati. No. Tako da, moj Sean Connery bil pa fajn. Okay. Razen zadnjih 2, ki sta bila pa tudi muka. Maj preveč fotska v ženske? To, kar vsi še kar precej počnejo. Kaj pa Lazenby? Lazenby je bil ok, njegov film je bil kar ok. Ja, je pa to kar mizogina stvar. Ja. To je prav noro. No? Od tega, da res vstopi v sobo, spregovori 3 besede in se že ližeta, ker pač vsaka pade takoj, do tega, da jih fotska pretepa. Sean Connery v tistem zadnjem filmu, ko ga ima, res je totalno nasilen nad ženskami in včasih brez pravega razloga. To bi bil moj odgovor, zakaj Bond ne more biti ženska. Zato, ker ženske so redko tako mizogine. Ja. Zelo redko. Ljudje in ljudine,
Če boste verjeli ali ne, poslušali ste 236. epizodo podcasta, ki sliši na ime Obod, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od A do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor Gendika Harp, Mito ne maram grozljivk Gegič. Smisla o špricer idejo prvo. Ne, ker to imam pri sebi. Aljoša, razmerje špricarja, Harlamo. Tole epizodo smo posneli v našem stalnem štabu kinogledališča v Bežigrad, KGB je v središču mesta, film pa je tu v središču vaše izkušnje. Pridite sem v temo z drugimi neznanimi ljudmi. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljate, delite in všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. In če so skrivnostno izginili vaši otroci, si nalite kozarec vina in v božanskem miru poslušate naš podcast. To je sporočilo. To je wow. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, zaenkrat tudi še na Twitterju oziroma X-u, vsekakor na Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in izginulih otrocih. To je bila že 236. epizoda podcasta. Hvala vam za vašo pozornost in se slišimo že čez en teden, ko bo na sporedu Frankenstein. Dirty Frank. Že spet Dirty Frank. Je Dirty Frank, a veste, kaj je to? Na kaj je to referenca? Ne. To je Pearl Jam B-side iz 10 njihove prve plate. Naslov komada. Prav Dirty Frank. Točno, Ja. Prav en taki bolj funkovski ritem je, pa se Eddie Vedder v bistvu bdere bolj ali manj neke nerazumljive stvari. ne spomnim se lirik. Skratka, mislim, da tako reče cover. Oh, that Frank was a bad mother, pa se nekdo drug zadere. Shut your mouth. Hey man, I'm just talking about Frank. To je ta referenca, nič drugega. Ja. Hvala, Mito, za tale ekskurs v zgodovino glasbe, mi pa se poslušamo naslednji teden. Tako kot otroci izgine tudi pozornost. Hvala vam še enkrat za vašo pozornost in se slišimo čez en teden.